Drage gledalke, dragi gledalci, lep pozdrav. Spet smo skupaj v oddaji Jezus mi je spremenil življenje. Danes je z nami pastor Baptistične cerkve v Mariboru, Randy Bell, sicer Američan. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem, hvala lepa. Vi ste tudi misionar, prišli ste misionariti v Slovenijo. Kako se počutite tukaj? Tukaj Slovenija je postala naš dom in smo hvaležni Bogu, da lahko tukaj živimo. Pogrešate kaj iz Združene države Amerike oziroma New Mexico, kjer ste živeli? Mogoče ja, družina moja, pa mama, brata, eno sestro, ampak nasplošno smo mi navajeni tukaj živeti, ne? So Američani bolj verni kot Slovenci? Ali imamo Slovenci raje Boga kot Američani? Veste kaj, odvisno od človeka. Bog ponudi ljubezen vsakemu, ne? Če ste vi Američan ali Slovenec, njemu vseeno, samo ponudi ljubezen vsem. Dobro, povsod je torej enako. Amen. Pastor in misionar Randy Bell se je že zelo zgodaj odločil za Jezusa. Komaj 8-leten je rekel: Jezus, jaz želim biti s teboj, želim biti tvoj. To je zelo redko. Sicer je kasneje, ko je bil mladostnik in študent, malce odšel stran od Jezusa, ampak Jezus ga je vedno znova našel. Še posebej enkrat, ko je bil Randy v depresiji in ko se je spraševal o smislu življenja, ga je Jezus poiskal. In takrat se je Randy odločil, da bo tudi postal pastor oziroma da bo Jezusu popolnoma služil celo življenje in da bo šel tja, kamor ga bo Jezus poslal. In Jezus ga je seveda poslal tudi v Slovenijo. Najprej potem, ko se je poročil, sta z ženo odšla na Tajsko. Tam sta delala v cerkvi, potem sta služila v Združenih državah Amerike. Kasneje pa sta svoje misionarsko delo opravljala v Srbiji, zdaj pa sta že 12 let v Sloveniji. To se pravi, to je zelo zanimiva zgodba. Vaša življenjska zgodba pa se je pričela v New Mexico. Točno. Vaša družina je bila verna, vi ste že zgodaj spoznali Boga. Točno. Ste obiskovali cerkev skupaj s starši? Jaz sem odraščal v cerkvi, točno, kot dojenček do zdaj. In mama pa ate sta bila res verna. In vsake nedelje smo mi šli v cerkev skupaj z družino. In jaz sem večkrat o Jezusu, o Bogu naučil veliko v cerkvi. Od malega. Ste molili tudi skupaj doma? Smo, vsaki dan skupaj. In posebej, ko smo se dobili za kosilo ali za večerjo, so vsi skupaj smo se zahvalili Boga za vse, kar nam dal. Hrano, pa življenje, pa večno življenje. To pa je lepo, da ste bili tako vzgojeni. So tudi vaši bratje pa sestre tako verni kot vi? Še vedno? Tudi, ampak bi rekel še vedno, veste kaj, en mlajši brat je res zelo veren. Še druga moja sestra pa druga brat nažalost ne živijo za Boga, kot bi jaz Kot bi vi želeli. Ja. Ampak dobro, vem, da Bog še vedno deluje. Verujete. Vi ste že kot 8-letnik želeli, da postanete Jezusov. Kako se je to zgodilo? Kajti redko je, da se otrok odloči za Boga, tako majhen otrok. Ja, to res mogoče nerazumljivo ljudem, ampak moram reči, da kot sem odraščal v cerkvi in sem poleg atija sedel enkrat v cerkvi in sem slišal pridiganje, Bog je dotaknil moje srce in nisem razumel vse, samo ena stvar sem razumel, da če bi umrl, kam bi šel. In to meni je zmotilo, ker Bog ponudi, ne? Jaz ponudim večno življenje, živi odnos. In če priznaš, da si grešnik in prosi za oproščenje meni, da bom jaz tebi rešil. In jaz sem tel ati vprašati, jaz sem zdaj ati želim to, kaj Jezus meni ponudi. In je rekel, ok, mi dva bomo zmolita skup.
in samo opreš srce Jezusu, on bo prišel, on bo po tebi pomagal in jaz sem to prosil. Naj Jezus oprosti moje grehe, pridi v mojem življenju in živi in meni vodi. In od takrat naprej je meni vodil. Ne? In ja, še vedno nisem razumel kot otrok vse o Bogu ali o Bibliji ali o Jezusu, ampak eno stvar sem razumel, da pripadam zdaj Jezusu. Želeli ste priti v nebesa po smrti, to ste razumeli? Točno, ker jaz sem to želel in sem priznal, da sem grešnik in brez Jezusa kam bi šel. Ne? In za Jezusom je rekel, pridi z mano, ne? Jaz bom te rešil in boš z mano za celo življenje. In to meni je bilo čudovit. Zelo pametno razmišljanje za 8-letnika. Samo eno stvar sem razumel, ne? Da sem grešnik in rabim pomoč. Ne? In to je bilo dovolj. Amen. Če bi vsi to razumeli, bi bilo super. Točno, kaj, ne? točno. No, kasneje, kot ste mi povedali prej, ste se malo oddaljili od Jezusa. Ko ste bili mladostnik in študent, ste postali pametni, študirali ste management. In takrat ste, tako kot vsi mladostniki, želeli z lastno pametjo razmišljati. Točno. Kje ste obiskovali to šolo? Kako je potekalo takrat vaše življenje? In kaj se je potem zgodilo, da ste se spet vrnili k Jezusu? Ja, enostavno sem mislil, kot ste rekli, Elena, da sem mislil, da sem res pameten. In ja, vem in sem že vedel, kje je Bog v mojem življenju, ampak sem malo hotel se potruditi za svoje življenje živeti. In nažalost, to vedno gre navzdol. Ste tudi padli v depresijo potem, ne? Točno, v šoli, na fakultetu sem bil in ko sem izgubil namen življenja, ampak sem vedno se počutil Božjo prisotnost v meni in da meni zdaj zopet kliče nazaj k njemu. In v depresiji sem bil malo, ker nisem vedel, kam grem v življenju, kakšen možnost imam naprej, kaj bi lahko naredim. In takrat se vas je Jezus nekega dne na poseben način dotaknil in potem ste vedno hodili po njegovi poti. Bi lahko nam opisali ta dogodek? Ja, Koliko ste bili stari? Jaz sem bil mogoče 19 let star ali 18 let star, ne morem se spomniti točno, ampak sem prvi letnik bil v šoli, na fakulteti. In enkrat sem bil doma sam in sem ležal na kavču in sem v srcu se počutil kot osamljenost. Ne? Sem poiskal eno punco in zanimivo, nisem bil meni zanima ali ne. Želeli ste se najti dekle, pa vas ni nobena marala. Zanimivo je, ker nobenega meni opazili, nič. Ne? In potem v sebi sem razmišljal, Bog kaj hoče od mene? Ne? Jaz sem tukaj, ne vem kam grem. In enkrat sem slišal na radio eno pesem in takole je šel, da dokler živim, dokler je čas, živim za Boga. In to mi je meni dotaknilo srce. In sem rekel Bogu, takoj, Bog, jaz sem pripravljen. Če meni želiš, bom tebi služil. In od takrat naprej sledite samo Jezusu. Samo Jezusu je moje življenje. Kamorkoli vas pelje, tja greste. Sem bil pripravljen, nisem vedel kaj in kam, ampak sem vedel, ok, Bog, jaz zdaj želim delati vse, kar ti hočeš. Zanimivo, ena pesem vam je spremenila življenje. Točno, skozi pesem. Slavljenje je torej pomembno. Amen. In ste takrat že mogoče kaj vedeli, da boste po študiju, da ne boste postali menedžer, ampak pastor in šli še v teološko šolo, ali se vam ni še takrat sanjalo o tem? Takrat sem jaz bil v cerkvi, sem šel naprej k pastorju in sem rekel njemu, ne vem, kaj Bog hoče, ampak jaz želim njemu služiti. In samo dam življenju njemu za služenje. In od takrat nisem vedel točno, ampak malo kasneje sem slišal o misijsko delu in da ima priložnost, da grem v eno deželo Amerike, Nevada, ne, in so meni prosili za pomoč, ker imam rad pet. In so meni petje, hvala, in sem šel tam pomagati in skozi ta misijsko delo Bog je meni dotaknil in sem rekel, Bog, zdaj vidim,
da lahko meni izkoristiš in jaz sem pripravljen bilo kje, bilo kaj. In od takrat sem začel malo razmisliti o misijsko delo. Aha, da bi postali misionar in pastor. Kaj pa potem, ko ste dokončali fakulteto, postali menedžer? Ja, sem srečal z ženo tam, ne, in ona tudi... Na fakulteti? Bila ona tudi odprta za misijsko delo in to meni bilo privlačno. Torej zdaj veste, zakaj ni vas nobena punca premarala. Zdaj, ja, ker jaz nisem bil v Božji volji in v tem času potem sem najdel pot do Boga ali pomoč, namen življenja, da njemu služim. In potem je meni dal priložnost, da se srečam z mojim pravim dekletom, ne, ki zdaj je moja žena. Tako. Ne, 25 let nazaj. Lepo, pa 3 hčerke imate. 3 hčerke imava. Že študentke, ne? Točno. In ona si je tudi želela biti misionarka. Ja, in ona tudi bila odprta. Mi dva sva se počutila v srcu, da Bog hoče nam njemu služiti bilo kam, bilo kje. In od takrat potem smo mi bili odprti Bogu, kam bi šla. In prva priložnost je bilo na Tajskem. Še predno ste se upisali v teološko šolo? Ja, točno. Ne, to potem. Aha, najprej sta oba še naredila teološko šolo in sta služila najprej v Združenih državah Amerike. Sta delala v cerkvi. Oziroma, Elena, smo mi dva sva služila v cerkvi tam v New Mexico, pa v Teksasu. Potem smo mi dva šla na Tajskem. 2 leti smo mi bili v cerkvi tam, smo delali z ljudmi vse posod sveta, ne? In potem smo mi na teološko šolo. Potem ste šli, ko ste že imeli kar nekaj izkušenj za seboj. Ja, sem opazil, da rabim malo več študirati. Ja, študirati. In potem ste končali še to šolo. Točno. Kakšne imate spomine na tista leta, ko ste bili na začetku vašega službovanja, najprej v Ameriki in potem na Tajskem? Kako se je Bog dotikal ljudi? Še posebno zanimivo je bilo najbrž na Tajskem. Ja, posebej smo mi delali z mladimi, ne, kot pastir za mlade. In žena je delala tudi posebej z zborom glasbo. Ona je vodila slavljenje. Točno, slavljenje. In naša želja je bila ponuditi mladim pot do Jezusa. In smo mi videli in doživeli dosti krat, ki so spreobrnili dosti mladi k Bogu, ker smo mi samo oznanjevali evangeliju mladim. In hvala Bogu, zdaj jih vidimo nekoliko, ki tudi zdaj so misionari po celem svetu. Ne? Lepo. A je mlade težko pripeljati k Jezusu? Veste kaj, zdaj jaz sem opazil v Sloveniji malo teže. Na Tajskem pa je bilo lahko? Na Tajskem je bilo malo lažje v tem času, ne vem, če spremeni časa, ampak izgleda vse strani ponudi svet ljudem, mladim, zabava. Razna zabava. Razna zabava in iščajo za sebe, kaj je njima mislijo, da pomembno, ampak še vedno Bog jim ponudi največja zabava, največja namen življenja. Radosta. In mi še vedno poskušamo jim pokazati to. Kljub temu mogoče niso tako odprti kot prej, po mojem, ampak še vedno ponudimo, ker vsakemu je možnosti se spreobrniti k Bogu, če so odprti. In pravite, da je zdaj več tistih mladih, ki so se takrat spreobrnili misionarjev? Ja, nekoliko si zdaj služili Bogu po celem svetu in smo hvaležni za to. Lepo. Ker to je Božje delo, ne? Božje delo. Seveda. Potem, ko sta končala teološko šolo, pa sta se spet odločila, da bosta odšla v neko drugo deželo, misionariti. Najprej sta odšla v Srbijo. Kako to, da ste se odločili, da boste postali misionar v Srbiji? Ok, to je res zanimivo zgodbo, ker mi dva se poročila, ampak malo predtem moja žena je meni ponudila, da gremo mi v Colorado,
da bi jaz poznal njeno družino tam in ona je meni je odpeljala tja, pa sem srečal za njeno mamo, pa babico, tetka, pa strice, pa ona je imela strica iz Slovenije, pa tem tudi mama njena je, ali babica oziroma je korenine iz Hrvaške. Aha, torej ste spoznali te dežele preko žene. Točno, in tam smo imeli neki dogodek, ne moram se spomniti točno kaj je bilo, neki politična zadeva, ki je njen stric je bil, oziroma brat od strica je za neki, ne vem, za župana, ampak nekaj takšnega. In smo imeli na nekim zabavo in tam smo doživeli glasbo iz Slovenije, pa tudi klobase. Sem prvič doživel, pa potico, pa vse jaz v enem času sem doživel kot slovenska kultura. In nisem vedel v tem času, da Bog meni pripravi za bivšo Jugoslavijo. Ne? Po ženi vas je pripravljal za bivšo Jugoslavijo, preko žene. Preko žene. In od takrat naprej sem bil navdušen in smo slišali, da tukaj potrebujejo pomoč in Bog je dotaknil moje srce, pa žena tudi, mi dva se odločila, da pridemo v Srbijo. Zaradi vojne so rabili pomoč posebej za beguncimi. Ali se vam ni zdelo nevarno? Ja, malo. In najne družine so rekli, vi ste malo nor ali ne. Veste kaj, mi smo vedeli, da samo Bog nas kliče in nisem mogel ignorirati klica od Boga. In mi dva sva se odločila za otroci. Pomoč rabijo, mi gremo. In veste kaj, on je nas čuval skozi. Je bilo v tem času še vedno vojna v Bosni in tudi smo delili v Bosni, na Hrvaškem, dosti hrana, pomoč tam smo dali, pa tudi smo oznamovali evangeliju ljudem in smo videli tudi dosti Hrvati, Srbo, pa muslimani, ki se spreobrnili. In hvala Bogu, ker še vedno dan danes kontakt imamo z njimi tam. Hvala Bogu. In še vedno njihove cerkve delujejo? Še vedno delujejo tam v posebej... V katerih mestih ste? Smo mi delali v Beogradu, Novi Beograd, tudi v Črni Gori, tam v Belem polju, v Banja Luki, v Prijedoru, tam v Bosni in seveda v Sarajevu, se opravičujem, ampak vse posod zdaj, ki je Bog začel delati, pa še vedno je tam cerkva, ne? Lepo. Se spominjate kakšnega posebnega dogodka takrat iz tistega časa, ki je bil res nenavaden? Jaz tudi lep spomin imam, Elena, da enkrat, ko smo bili v cerkvi, smo mi razdelili ali smo dali hrano, en paket vsakemu družini, ki so prišli k nam, neki skoraj, ne vem, 2500 ljudi nekaj, ki so prišli za pomoč. In smo mi dali jim hrano. In ko so prišli notri za pomoč, so videli zraven, ki so nam pomagali, Srbo, pa Hrvati, pa muslimani, ki se spreobrnili. Oni so začudili, ker so rekli, kako je to možnost, da poleg enega, ki je tvoj sovražnik, delaš. In jaz se spomnim enega Gideona iz Sarajeva. Je bil Srb, je še vedno živi, ampak jaz se spomnim, je rekel onemu, ki je rekel, kako je to možno, je rekel, on ni moj sovražnika. On je moj brat v Jezusu. Jaz ne vidim, če je on Hrvat ali Bosanec, ali musliman, ali Srb. Jaz samo vidim, da on je moj brat v Jezusu. In so začudili, kako je to možnost, da vsi skupaj, Hrvati, Srbo, Bosanci, muslimani, lahko delajo skupaj, pomagajo drugi ljudi, samo zaradi Jezusa. In se ne sovražijo. Ne sovražijo. In to so bili res najlepše, jaz bi rekel, pričovanje ljudem, da vidijo, da res
Bog je velik, da Jezus lahko reši in daj mir v srcu človeku. To pomeni, da so se res preobrnili. Se spreobrnili, ki je lahko poleg enega, ki splošno tvoj sovražnik, ampak ni. Tvoj politični sovražnik, Točno, ampak ni. Lepo. Ampak vi ste kljub temu morali izbežati iz Srbije. Ja, Bog vedno ima neki načrt. Nismo mi to pričakovali, Elena, da je zaradi malo nevarnosti nismo mogli ostati. Politika je politika. Jaz razumem to, da moramo imeti vlado, ne? Ampak težava je, ko prihaja nesporazum, potem mi nismo mogli ostati in smo pobegnili takrat, ko so začeli bombardirati v Srbiji zaradi Kosova. In še vedno imamo dobri prijatelji tam, še vedno smo v kontaktu z njimi. Jaz sem že bil dol parkrat in crkva še vedno raste pa deluje. Tista cerkev, v kateri ste vi delovali in jo ustanovili, pravzaprav raste in deluje. Ja, tam v Novem Belgradu in v Banja Luki, se opravičujem, v Priodoru, še vedno rastejo pa delajo. To je pa Jezusovo delo. Amen. Da se je toliko ljudi spreobrnilo. Rekli ste, da ste imeli na poti tudi težave, da bi pravzaprav lahko cela družina umrla, ampak Jezus vas je pa čudežno rešil, da ste lahko prečkali mejo sploh. Ja, mogoče, ne vem, če bi, samo Bog bi izvedel, kaj bi možnosti. Malo nevarno je bilo na meji, ker niso nas pustili ven, ker so rekli, da moramo mi plačati neki neko globo za avta, ker smo imeli BG tablice in to je ob 12 zvečer in kam bi šel, da to plačamo, ker je rekel, da zdaj na pošti moraš plačati in pošta ne dela čez noč. In je rekel, če bojo nas ali nam bombardirali, tudi moraš ti biti zraven. Tako so bili malo jezni in mi to popolno razumeli. In smo morali nazaj se obrniti in sem se spomnil v Bosni na meji, meni poznajo, ker dosti krat smo mi tam hodili in smo jim pomagali. Eno šolo smo pomagali tam, tudi tisti, ki so policaji na meji, smo jim pomagali in meni poznajo osebno. Sem rekel ženi, naj mi gremo tja, ker mogoče ne bojo težave tam dali. In seveda, Bog je to nas čuval in tam smo bili na meji, so nas rekli, se spomnite na nas, vedno in so nas pustili. In je res težav, hvala Bogu, smo šli v Bosnu, potem na Hrvaškem. In potem v Nemčijo. V Nemčijo, točno. Tam, ker je bilo vodstvo vaše cerkve. Točno. Kako pa to, da ste potem nazadnje prišli v Slovenijo? Ja, to je zanimivo tudi, Elena, ker tam smo mi 9 tedni bili in smo molili Bogu, kam bi šel, kam bi šli. In smo dobili, predtem, se opravičujem, moram reči, moj šef, jaz sem njemu vprašal posebej, kje v Evropi tebi najbolj pomembno zdaj za dela, Božjo delo? In tako je rekel Slovenija. In sem malo začudil, ker v Sloveniji smo bili večkrat samo za počitnice, da uživamo malo čas. Nisem nikoli razmišljal, da bi tam ali tu bi delal. Bili v službi. Ja, v službi. Ampak mi da vas zmolila za ženo, pa se odločila, da Bog ker smo dobili tudi v tem času povabilo iz Zveze Baptistične cerkve v Sloveniji in so rekli, naj pridite k nam, če vama zanima. In smo rekli, da bomo. V Maribor. V Maribor, prav. In to zdaj 12 let nazaj. Kako se spominjate začetkov v Mariboru? To je moral res Jezus zelo delovati, da so
ljudje da ste nenadoma začeli z baptistično skupnostjo v Mariboru? Ja, veste kaj, sem slišal večkrat od naših, ki so protestanti tukaj ali verni, ne, so rekli, malo pazi se v Mariboru, ker so rekli, da dosti misionari so prišli pa odišli, niso strajali in težko je tam delati. In ena žena je rekla, da ni možnost tam delati. Ampak ne, smo se počutili za Maribor, da odgovorili smo prošnjo, pa pridemo v Maribor. In ja, veste kaj sem opazil, da ljudje tukaj so malo bolj zadržani, mogoče niso, zaupanje je težko, ne posebej za tujcem. Ampak ljudi so isti vse posod, potrebujejo Jezusa, potrebujejo resnico, potrebujejo namen ali upanje v življenju. In smo se odločili, da tukaj bomo živeli, tukaj bomo delali, tukaj bomo ostali, če Bog da, in oznanjamo ljubezen ljudem, Božjo ljubezen. In očitno je Jezus privabil ljudi k sebi. Ja, smo imeli en film, smo se udeležili za film Jezusa in skupnosti v Mariboru smo mi skupaj delali in en teden smo pokazali film Jezusa v Union. V Kino Union? Ja, v Kino Union. In 2500 ljudi so prišli to pogledati, navdušeni so bile. In mi smo ponudili njim Sveto pismo, če njima zanima tudi, da se dobimo, proučavamo Svetega pisma. In od tega časa sta začela dva par ljudi in takrat je bila začetek naše dela tu v Mariboru. Najprej pri vas doma? Točno. Več, mogoče 8 let skupaj doma, ampak ni samo pri nas, ampak nekoliko domovih. Ne? Kako je recimo, da ste rekli, najprej sta prišla dva človeka, kako ste recimo s tistim prvim človekom vzpostavili kontakt? Najbrž je bilo to zanj novo, ki že poznal Jezusa? Ne, so poiskali Jezusa, ker so rekli, da mi hočemo resnico zvedati. In zdaj mi se počutili pri vas, da ponudite vi nekaj drugačnega, da ta živi odnos z Bogom, to meni zanima. Kaj to pomeni? In mi to iščemo. Jaz vem, da Bog je in meni zanima, kako lahko jaz osebno ga poznam. In tako sta rekla, ta dva človeka. In od tega časa smo mi začeli prebrati skupaj Evangelij po Janezu in kaj to pomeni biti novorojen v duši, v duhu. In od tega časa naprej, potem proces je bil, ona dva sta se spreobrnila. Ne? Kaj to res pomeni? Mnogi ljudje se res sprašujejo, mnogi verniki, kaj pomeni imeti osebni odnos z Jezusom? Bi tudi nam lahko razložili in kaj pomeni biti na novo rojen v duhu? Ok, bom jaz poskušal to razlagati takole, ne, da imamo tukaj na tem svetu religiozni ljudi pa verni. Religiozen človek lahko hodi v cerkev vsaki teden. Mogoče bi dali... V katerokoli? Katerekoli. Pravoslavec, katolik, protestant, vse eno. Evangeličan. Ampak pomembno je, da razumemo eno stvar. Po delah ali po tradicijah nismo mi odrešeni. Ne? Bog išče osebni odnos za vsakemu, ki hoče, ne? Da lahko hodimo z njim. In kaj to pomeni, biti rojen od zgoraj? Da priznaš, da si grešnik, da prosiš Boga za oproščenje grehov in da prosi njega naj pride v meni živeti in meni vodi. In vsak dan imaš odnos z njim, ta živi odnos mi rečemo, ne? Da jaz govorim z njim vsak dan, da jaz berem Sveto pismo vsak dan, da jaz res rastim v duhu, ker Sveti Duh meni vodi zdaj. Jaz pripadam Jezusu, meni osvobodijo Jezusa od grehov. Zaradi ljubezen do mene jaz želim pokazati ljubezen drugim. In ta prava ljubezen spremeniš srca. Bolj kot besede najbrž. Ja,
Točno. In veste kaj, lahko človek hodi v cerkev vsaki teden za celo življenje in ne pozna resnica. Meni je žal. Mogoče mislijo, da če jaz kot moja babica, pa prababica, če jaz samo delam, kaj reče v cerkvi, da moram delati, potem vseeno, meni je dobro. Ampak to ni res. Res je, da Bog te išče in hoče s tabo hoditi. On ima željo, da ima živa odnos s tabo, da vsaki dan hodi in on daj upanje, namen življenja in zgled, kako lahko živimo. In veste kaj, mir v srcu ne moremo najti nihče drug. Nikjer drugje, hvala. Samo pri Jezusu lahko najdemo mir in ni samo večno življenje, to je zelo pomembno, ampak tudi obilno življenje, kar lahko mi zdaj doživimo vsaki trenutek. In človek mora to zvedati. In meni je žal, če ne razumejo to, ampak zaradi tega jaz sem tukaj v Sloveniji. Jaz se spomnim, ko smo mi prišli prvič v Sloveniji, moj lastnik je rekel, misionari ne potrebujemo tukaj, ker smo mi krščani. Krščanstva dežela je Slovenija. Jaz sem pošteno rekel, ja, ali imaš ti Biblijo? Ne, to pa nimam. Ali hodiš ti v cerkev? Mogoče za Božič. To je rekel lastnik hiše moj. Točno. In on je zelo dober človek, a pa ni razumel, kaj to pomeni biti pravi veren človek. In poskušal to njemu razložiti. Ali poznaš Boga osebno v srcu? To nimam pojma, kaj to pomeni. In zaradi tega smo mi tukaj, da bi ljudi razumeli. To se pravi, da Jezus je vsak dan v našem življenju. Amen. Torej, če sem prav razumela. Točno. Ne, da gremo samo za Božič k maši. Ali pa da samo pastorja poslušamo. Točno. To ni dovolj. To je vsaki dan, en trenutek živim za Boga, ne? In doživim ta odnos in rastim v Jezusu, razumevanje, kaj to pomeni biti sin ali otrok Božja. Ne? To pomeni, da je Jezus vse skozi z nami, če sem prav razumela. Ja, skozi. Kako je vaša skupnost v Sloveniji zrasla? Kako ste še, bom rekla, prišli do ljudi? Veste kaj, ko človek vidi sprememba pri enemu človeku in sprašuje se, kako je to, on je bil takšen, zdaj je drugačen. To je, njima zanima, kako je to se zgodilo. Potem imajo priložnost, ta, ki se spreobrnila ali spreobrnil, da jim razloži, kako je Bog spremenil življenje. In ima vsaki vernika svoje pričovanje, kako je Bog res naredil čudež v srcu. Jaz verujem, da vsaki človek, ki se spreobrni, je doživel čudež v življenju svoje. Ker zdaj perspektiva je popolno drugačna. Drugače gleda na svet. Točno. In ko okoli živijo ljudje, sosede, pa družine, pa kolege, na službi, vidijo pri njih nekaj novega, oni sprašujejo se, kaj je. Kaj je s tabo? Točno. In zaradi tega zdaj vidimo, Elena, da rastejo, ker oni zdaj tudi so prašovali, pa tudi so videli v svojem življenju potreba, da bi imeli tudi ta odnos z Bogom in so prosili za pomoč v tem in malo po malo ljudi se spreobrnejo. In zdaj imamo nekih 40 do 50 ljudi, ki hodijo v skupnosti ali tudi manjše skupnosti, ki imamo okoli Maribora, vse posod. Ampak zdaj, zaradi tega Bog deluje skozi človeka, do človeka. To se pravi, tisti prvi verniki so tako spremenili svoje življenje, da so se drugi, to se pravi njihovi prijatelji, sosedje, sodelavci začeli spraševati, kaj je z njimi narobe. Točno. V dobrem smislu. V dobrem smislu, Elena, ker res so rekli, začudili, ker so rekli, jaz vidim pri tebi. Ti si drugačen. Ja, drugačen, da ne skrbiš preveč kot prej, da imaš mir v življenju, ki nisi imela prej in zdaj vidim, da imaš ti namen življenja in jaz tudi to hočem.
Aha, in potem so jih spraševali, kje so to dobili, Točno. in so tudi oni prišli v cerkev. Ja, ali skozi odnosov ne, se spreobrnili in tudi različnih načinov Bog deluje ne, v cerkvi in tudi manjše skupine. Ne. Zanimivo. Kaj pomeni to, ko ste rekli, da se družite v manjših skupinah? Zdaj Kako imamo. Bog deluje tam? Ja, točno. Imamo vse posod v občini ali na občini ali ta področje okoli Maribora. Bi V rekel, manjših krajih? ja, Pesnica pri Mariboru, Šentil, tudi Vrbek, pa Fala, pa Ruše. In tudi različnih hiš ali srečanja tudi v Mariboru. Veste kaj, je malo lažje ljudem, če v manjši skupini po domačin način, da pridejo domov nekomu, ki poznajo. In potem sedijo na kavču pa poslušajo malo, ko beremo Sveto pismo, pa tudi malo to razložimo. In to njima bolj lažje priti. Mogoče v cerkev malo težje, ker če nisi katolik, malo začudijo ljudi, malo se bojijo, kdo so, kaj delajo tam. Ampak skozi odnosov z drugimi v manjših skupinah je lažje stopiti notri. Torej povabijo lahko sosede Točno, in točno. sodelavce in se pogovarjate o Božji besedi. Točno. In to je enostavno. In če poznaš nekoga in če so odprti in če res trpijo na tem svetu, veste kaj, če ni Jezusa v srcu, ljudi res trpijo, nimajo upanje. In če so odprti, oni hočejo poslušati, ne, kaj je. Kako Jezus tukaj v Sloveniji še posebej spreminja ljudi, ali je kakšen poseben način tukaj v Sloveniji, zaradi česar se Slovenci spreobrnemo, da se nas Bog dotika v posebnih situacijah? Izgleda, večina pridejo zaradi krize v življenju. Ne vem, zakaj je tako. Osebne? Osebne krize doživejo. In dve opciji tukaj obstajajo. Tisti, ki so v krizi, lahko pobegnejo od Boga ali lahko zbližujejo Bogu. In jaz bi rekel, večina, ki sem jaz doživel posebej je, ali osebno, se opravičujem, bi rekel, da so doživeli neki kriza in so v tem bili odprti za Boga in Bog je res jih dotaknil. In meni je žal je tako, ker večina mogoče materialno, če ima dovolj denarja, če lepo službo pa imaš, pa... Vsi so zdravi? Ja, točno. Če si zdravi, potem ne misliš o Bogu veliko, ne? Da ni potrebno, ampak vsak ima potreba, ampak to ne vidi, dokler ne prihaja neke težave. Potem v težave takoj reče, Bog, pomagaj nam, ne? Bog vedno išče človeka, v dobrim in v slabim, ne? Vse eno. Ampak nažalost smo mi tako, če bi lahko rekel trdnoglavi ali trdnovrata, ne vem, kaj ne rečem to, da potrebujemo, da bi nas ponižal, potem, da potem, da bi lahko začnemo poiskati Boga. Ne? In, škoda, da ga ne poiščemo že prej. Točno. Torej smo Slovenci trdovratni. Trdovratni, ta beseda sem hotel naučiti pravilno, ker res samostojni, ne, je ponosni. Ampak to ni samo Slovenci, vse posod isto. Isto je vse posod. Ampak res pomembno tukaj, da Slovenci nočejo se počuti dolžni nekomu, posebej Bog. Ne? Če smo mi dolžni, potem nevredni se počutimo. In meni je to žal, ker to ni pravilno. Omejeni smo kot človek, nimamo mi dovolj moči, da res mislimo, da lahko pomagamo sam sebi. Ponižnost je, v tem prihaja, kaj ne rečem, moč. Iz ponižnosti prihaja moč. Aha. Moč. Razumem. Ali kdo pride, ali ste koga srečali,
da je prišel k Jezusu tudi zaradi tega, ker je imel željo po Bogu, Ja, da ga ja. je željelo po Bogu. Tudi so, Po Božji Elena. besedi. Ja, jaz sem samo rekel, večina pridejo Večina zaradi krivi. tukaj, ja. Ampak ne, jaz sem to živel tudi posebej, da ljudi, ki hočejo k Bogu, samo oni iščejo resnico. In so najdli resnici v Jezusu, ker Jezus je sam rekel, jaz sem resnica, pot in življenje. Nihče ne pride k Bogu razen po mene. In če on rekel, da je on resnica, nobena druga resnica obstaja. Potem to drži. Drži. In iščejo resnico in najdejo v Jezusu resnico. Ne? In zdaj vaša cerkev raste. Malo po malo, to je proces, Elena, in Bogu hvala za to, da vidimo, da ljudi so bolj odprti danes kot prej, po mojem, v Mariboru. Ker jaz skoraj vsak dan govorim z nekim o Bogu ali o Jezusu in so bolj odprti poslušati in sem hvaležen Bogu za to. Zakaj mislite, da so zdaj bolj odprti, kot so bili recimo pred 3, pred 5 leti? To je lepo, dobro vprašanje, Elena. Jaz sem doživel, veste kaj jaz mislim? Dosti ljudi po celem svetu molijo za Slovenijo. Mi smo večkrat prosili za pomoč v molitvi. In zdaj 10 let ali več molijo ljudi za Slovenijo. In po mojem Bog to usliša. In zdaj Sveti Duh dela nad ljudmi in res jaz mislim zaradi molitve in da nehano molitve, da mi zdaj doživimo rezultat ali sadje. Sadove, hvala, od tega. To je pa lepo, da kdo moli za Slovenijo. Po celem svetu imam jaz prijatelji, ki so rekli, mi bomo vedno za Slovenijo moliti. In to zdaj že več let. Najbrž imate v cerkvi več različnih ljudi iz različnih držav? Imamo, zanimivo je, večina so Slovencev, ampak prav imaš. Imamo iz Kube, Srbije, na Hrvaškem, iz Hrvaške, Američani, seveda, Rusije, Kolumbije. To je pa res pisana druščina. Ja, in to je zanimivo, kako Bog deluje. Če smo mi vsi skupaj v Jezusu, smo mi enotni. In hvala Bogu za ta pričovanje tudi ljudem, da vidijo, da res vse posod pridejo in so vsi skupaj. In se ne prepirajo. Ne se prepirajo. V Bogu smo vsi skupaj enotni, pa ena družina postanemo, ne? Boste še nadaljevali z misijonarjenjem v Sloveniji? Ali imate občutek, da vas bo Jezus vodil še v kakšno drugo državo? Se počutimo tukaj zdaj, Elena, če bi Bog dal, da ostanemo, ok? Jaz sem tak isto rekel v Srbiji, da nikamor ne gremo, ampak Bog vedno ima neki načrt drugi. Ampak, veste kaj, dokler smo mi zdravi in dokler ne Bog nas kliče drugam, mi smo tukaj in upajmo, če Bog bo dal, da ostanemo tu. Kaj bi storili, če bi vas Jezus poklical drugam? Jaz moram biti pripravljen, Elena. To nočem razmišljati veliko, ker tukaj je Slovenija moj dom, pa jaz jo imam rad veliko, pa ok. Ampak Bog je velik, Bog je moj vodnik in jaz bom šel, kam biš meni poslal. In srce meni malo se trepe, ali se trepeče. Malo bi vam bilo hudo? Ja, ampak to moram priznati, da kamorkoli Bog bo vodil, jaz moram iti. Ne planirate, da bi odšli recimo potem po upokojitvi v Združene države, v Amerike? Navadno vsi želijo oditi domov. Vi bi ostali kar tukaj? Pokojitvi v tem času ne vem. Jaz mislim, da zaradi moje... Odvisno od zdravljenja, če samo Bog to ve, jaz ne vem. Jaz bi rad tukaj ostal, kot v pokojini, bomo videli. Bog to ve. Jaz upam to daleč še vedno. Kaj pa vaši otroci, pa žena? Ja, to tudi. Veste kaj, žena ima rada tukaj živeti, pa otroci grejo
najna srednja čerka gre na Kitajsko, misijsko dela. Ona tudi, misionarka. Ona bo samo za en čas bi šla, ampak tudi najna starejša je bila v Afriki. Tudi imajo oni željo za Boga delati in Bog samo ve, kje bojo ostali, kje bojo šli, bomo videli. Ne? Lepo, da so tako, bom rekla, navdušene nad tem delom, tudi vaše hčerke, in da vam ni žal, da bodo šle po svetu, Točno, da jim dovolite, kamor jih pelje Jezus, Amen. in dovolite, da gredo tja. To je res požrtvovalno najbrž za očeta, pa tudi še posebej za mater. Se počutimo včasih srcu boleče, ja, ampak veste kaj, veselje je bolj močna, ker služijo Bogu. Če služijo Bogu, po mojem najlepša stvar. Bodo srečne. Amen. Amen. Prejle sva govorila o tem, da mogoče si ljudje želijo, da bi se jih Jezus dotaknil, tako kot se je vas dotaknil, pa si o tem ne upajo razmišljati, mogoče to berejo, mogoče to gledajo po televiziji, sami pa mislijo, da to se ne more zgoditi njim, da mogoče zato, ker so grešniki, ker so neverniki, ker so ateisti ali drugoverci ali kako drugače. Ampak vi pa ste rekli, da se Jezus lahko dotakne kogarkoli, bi to malce razložili, potem pa bi mogoče jim tudi povedali našim gledalkam in gledalcem, kaj lahko sami storijo, da se jih Jezus bolj dotakne. Okay. In veste kaj, vsaki človek, ki bi to poslušal, je Bog, jaz verujem, vas kliče, te kliče. On hoče s tabo ta živi ljubezniv odnos in ta odnos, ki bi lahko tebi daj mir in usmiljenje in namen življenja in upanje. Obstaje možnosti za vas, če samo se obrni Jezusu in prosi za oproščenje grehov in naj živi v mojem življenju in meni vodi. On takoj bo prišel in takoj bo tebi vodil in boš doživel, ni lepšega odnosa na tem svetu, kot bi imel z Jezusom. In najbrž potem ljudje tudi najdejo prijatelje, takšne, ki že hodijo po tej poti, pa tudi v neko cerkev, v skupnost pridejo, ne? Zelo pomembno, da imate vi kontakt z nekim, mogoče skozi Exodus, ta oddaja, imajo možnost, da kontakti z drugimi kristijani ali verni, ker res brez njih je težko rast v duhu. In rabimo eden drugega, Jelena, jaz te rabim, ti meni rabiš, v pomoč rabimo rast. cerkev. In zelo pomembno, da sodeluješ v cerkvi, ker cerkva je telesa Jezusa. On je glava, mi smo teleso. Ne? In jaz, kot če imam eno roko, jaz moram biti en delček telesa, da bi funkcioniral pravilno. In zelo pomembno, da ste vključeni v skupnosti. Torej, vi bi jih opogumili, mogoče lahko z neko molitvijo, da jo lahko ponavljajo za vami, kako bi Jezusa bolj, bom rekla, kako bi prosili, da se jih Jezus dotakne. Amen. Lahko bom jaz, z veseljem. Če lahko, zdaj? Kar izvolite. Okay. Naš dragi Bog, Jezus, Sveti Duh, smo hvaležni za ta priložnost, da molimo k tebi, da te prosimo za pomoč. In vsakogar, ki to sliša zdaj, če so od srce odprt, da bi priznali v sebi, da so grešniki. Ta prvi korak, da priznamo, da brez tebe
je težko živeti, da smo mi brez tebe izgubljeni. Daj jim pomoč, da bi te prosili, da oprostiš nam naše grehov. Potem, Gospod, pridi k nam v srcu našemu živeti in nas vodi naprej, da se spremenijo naše življenje, da lahko hodimo s teboj v tem živim odnosu. In Gospod, daj nam vero, da lahko zverujemo v te, vse, kar si obljubil nam v Svetem pismu, da nas ljubiš, da boš naš vodil in da lahko nam daš večno, obilno življenje na tem svetu, večno življenje s tabo v nebesih, Gospod. In daj jim pogum, da bi lahko tudi najdejo skupnost ali cerkev, ki lahko tam raste. Ker od začetka je težko sam, Gospod, daj jim tudi pogum, da bi najdli Sveto pismo, da bi začeli to prebrati. In da bi razumeli vse, kar si napisal za nas v Svetem pismu. Bodi z njimi, Gospod, daj jim mir, tudi da ne bo strahu več v njihovem življenju. In to prosimo v imenu Jezusa, našega odrešenika. Amen. Hvala lepa za vaše pričevanje, za vaše besede in spodbude. Hvala za povabilo. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala tudi vam, ker ste bili z nami. Amen. In vidimo se pred ekrani spet čez 14 dni.